Torej, te igre zajčki se natančno spomnim iz svojih prvih spominov preživljanja počitnic pri stari materi. Namreč obstajajo rastline, ki so klasika vrtov na Slovenskem, posebej na podeželju, so enoletnice izjemno priljubljene. In to tiste enoletnice, ki jih lahko brez večjih težav sami posejemo oziroma skozi več let obdržimo na vrtovih. Torej, če zajčke sejemo sami, pogosto prvo leto kažejo samo liste in šele drugo leto zacvetijo, potem pa kar sami skrbijo za sebe. Včasih kmečke gospodinje niso imele preveč časa, skratka, da bi ves čas plesale okrog cvetja, to, kar so posadile, je moralo rasti samo, drugače je pa z vrta tudi odšlo. Torej, vesele barve enoletnic mislim, da nikogar ne pustijo hladnega. Tukaj bi pa opozoril na to, da lahko res cvetijo do jeseni. In ko vidimo posamezne poganjke, da so svoje cvetove oddelali, jih prikrajšamo. Torej, semenja pri zajčkih ne potrebujemo, zato stebla preprosto izrežemo. Dobenega cvetnega popka ni na vrhu, se pravi, to steblo je svoje oddelalo. Drugih je pa še več in vidimo, da tudi še prihajajo. Torej, naslednja cvetlica, ki na kmečkem vrtu praktično nikoli ne manjka, je turški nagelj. Kaj je s tem turškim nageljnom narobe? Pravzaprav čisto nič. Gre samo za sorto, ki je ostala nizka in se zaradi tega izgublja med ostalim cvetjem. Tudi pri nageljnih velja isto, kar sem pokazal pri zajčkih. Se pravi, cvet stebla, ki so odslužila, preprosto porežemo. Ostali so listi in tudi tukaj listne rozete, ki bodo cveteli naslednje leto. Torej, turški nageljni so praktično trajne rastline in pa tudi radi se sami malo dosejejo. In če nismo preveč histerični pri pletju, jih bomo imeli vsako leto več. Tudi te cinije so po vrtnarsko nižje, se pravi, gre za sorto, ki ostane nižja, ampak po listih, ki so postavljeni nasproti in pa po tipu cveta se vseeno vidi, da je to cinija. Torej, cvetovi, ki so oddelali, morajo stran. Ne samo zato, ker so manj lepi, ampak zato, ker se iz teh cvetnih koškov tvorijo semena, ki jih ne potrebujemo. In če želimo še konec avgusta in pa septembra nove cvetove, moramo rastlini dopovedati, da je čas za cvetje, ne za semenenje. Zato pač te cvetove, ki so svoje oddelali, torej pocukamo iz rastline ven. Lahko to naredimo kar z roko, običajno se nam v kolencu steblo kar samo odlomi. Skratka, ne gre samo za lepoto, ampak tudi za sporočilo, da je še vedno čas za cvetenje. Tudi pri petelinem grebenu lahko stebla, ki so pač že odcvetela, odstranimo. In na ta način bodo bolj prišla do izraza tista, ki so še na vrsti, čeprav so manjša, bodo še vseeno razveseljevala opazovalčevo oko. Če pa ste pozorni na to, kaj starejše ženske na deželi nesejo ob sobotah na grob ali križu na robu vasi, so to po pravilu narezane cinije, turški nageljni, pa tudi enoletne astre. To seveda pomeni, da je to cvetje preizkušeno, da tudi v vazi in celo na soncu kar precej dolgo drži. In med tem cvetjem, ki je klasika podeželskih vrtov, vsekako ne smemo mimo tagetesa, mimo žametnice. Torej, ne samo, da res neumorno cveti do slane, njegova velika kakovost je tudi ta, da s svojim vonjem odganja voluharja in z izločki korenin odganja strune. Tako da sejemo ga lahko tudi na zelenjavne grede, tam, kjer se pač pokaže prostor. In pa tudi pri tagetesu velja, cvetovi, ki so odslužili, naj gredo z rastline stran, da se ne troši razpoložljiva energija za seme, ki ga ne potrebujemo. In če v vas vse je malo vrtnarja, potem boste pri teh podeželskih enoletnicah tudi sami poskrbeli za to, da si naberete seme in da naslednjo pomlad sami posejete nov rod tega cvetja.